Torej, vsi se spomnite invazije Maročanov v špansko Ceuto. Ja, ti posnetki, nori posnetki tisočev mladih moških, ki so udirali in dobesedno podirali meje. Torej, zdaj se je policija odločila odzvati, kar je super, razen dejstva, da namesto, da bi se odzvali in se ukvarjali z norci, zelo glasno, namesto, da bi se ukvarjali s temi norimi norci, dejansko poskušajo ustaviti ljudi iz Cojte, ki protestirajo proti invaziji nezakonitih priseljencev. Ja, prav ste me slišali. Policija se je odločila, da je njihova odgovornost preprečiti ljudem iz Cojte, ki menijo, da je s to sliko nekaj narobe, da to povedo. Ker, fantje, dobrodošli v demokraciji. Sposobnost, da svobodno govorite proti svoji vladi, ki poskuša uničiti vaše življenje s tem, da dobesedno dovoljuje invazijo. Dobrodošli v današnjem času. Sem Erika. To je The Pushback. To bo zanimivo. Torej, verjetno vas ne bo presenetilo, da ljudje, ki živijo v Ceuti, kaj ne, majhna enklava poleg Maroka, Ki je blasti ali kolonizirana strani Špancev, odvisno od tega, kako gledate na to. da so res naveličani, da njihovo mesto izgleda kot dobesedna greznica. Mislim, dobesedno ste videli, kako Ceuta izgleda, potem, ko so ti migranti oziroma napadalci prišli in uničili ter oskrunili mesto. Mislim, seveda je to čudovit prizor. To je tisti prizor, za katerega res upaš, da ga bo tvoje mesto preprosto sprejelo, normaliziralo in se mu ne bo uprlo. Ker kaj narobe s tem? Tukaj ni ničesar ogabnega, ničesar ni za videti. To je preprosto čudovita čistoča. To je povsem normalno za mesto, ki nekoč ni imelo te težave. Mislim, ulice so preplavljene in to je jasno. Seveda so to že stare posnetke izpred nekaj tednov. Ampak poglej, kaj se je zgodilo z morjem, s plažo. Kar naj bi bilo čudovito obmorsko mesto, je bilo dobesedno oskrunjeno. In spet, presenečeni bi bili, če bi slišali, da nekateri ljudje zaradi tega niso zadovoljni. Torej, kar vidite na tem posnetku, so nezakoniti priseljenci, ki protestirajo, ker nočejo biti odstranjeni. In opazili boste, da Nehaj. ne vidite ravno veliko policije na tem protestu, kaj ne? Mislim, kje so policisti? No, očitno so zaposleni. Zaposleni so na drugi lokaciji. V redu, ugotovimo, kje so. Tukaj so. Špancem! Zelo preprosto. To je iz Višegrad 24. Španska policija nocoj strelja na množice v Sojeju. Streljajo z gumijastimi naboji. In ne na te množice, ampak na te množice ljudi iz Sojerja, ki jim je dovolj. In če se sprašujete, kaj pomenijo ti vzkliki, pravijo, da je to naša plaža, ker vas bo presenetilo, ko boste to slišali. To je namreč plaža ljudi iz Sotah. In ne ti ljudje, ki so se odločili, da imajo dovolj Maroka ali pa jih je poslal Maroko in so zdaj tukaj, da prevzamejo nadzor. Iskreno, fantje, to je res noro. Res je noro, da se španska policija odloči uporabiti svoje naboje. Poslušajte. Kaj ne? Gumijasti naboji. Pravzaprav ne poskušajo nikogar ubiti, ampak ustaviti ljudi iz Soveta, ki pravijo, da je to naša plaža. Prav ti ljudje so tisti, na katere se spravljajo. In resnica je, da mislim, da jim to ne uspeva najbolje, ker ljudje iz Soveta tega preprosto ne sprejemajo. Ne odnehajo in tudi ne bi smeli odnehati. Ker dejstvo, da jih je vlada pustila na cedilu, nikakor ne pomeni, da bi morali preprosto sprejeti svojo novo resničnost. Poglejmo, kako se odzivajo. Ampak najprej nekaj besed naših sponzorjev.
Podjetja za nego kože rada dajo velike obljube, ki jih ne morejo izpolniti. Ampak ker ste zagotovo opazili mojo kožo, ja, vidim vas v komentarjih, kjer mislite, da imam 10 let, mislila sem, da vam povem o podjetju, ki ga obožujem, OneSkin, ki ni običajno podjetje za nego kože. Vidite, nikoli niso nameravali postati podjetje za nego kože. Ustanovile so ga 4 doktorice znanosti z področja dolgoživosti in osredotočajo se na eno stvar: staranje kože. Hitre, površinske rešitve nikoli niso bile njihov cilj. In ko enkrat izkusiš spremembo, se nikoli ne vrneš nazaj. Moram vas opozoriti, skoraj vse, ki jih poznam, sem prepričala, da so začele uporabljati to. In prepričala bom tudi vas. Mislim, da je tudi 10.005 zvezdičnih ocen precej dober dokaz. Nastala je na podlagi več kot 10 let raziskav dolgoživosti. OneSkin vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Zato izkoristite omejeno ponudbo in preizkusite OneSkin s 15% popustom s kodo MEIRA na oneskin.co/oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodo MEIRA. 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 In po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in povejte, da smo vas mi poslali. Hvala vsem našim sponzorjem in vsem, ki vsak dan podpirate našo oddajo. Zelo smo vam hvaležni. Ampak vrnimo se k temu, kar se dogaja v Sovetu. Ker kot sem rekla, dejstvo, da policija strelja na njih in ne na nezakonite migrante, nam pove vse, kar moramo vedeti. Vendar se ljudje ne umikajo. Neverjetno. Da so vsi tam s svojimi španskimi zastavami in vsi izgledajo srečni. Gre preprosto za to, da so proti napadalcem. In iskreno, mislim, da še nikoli nismo videli bolj očitnega primera, kako nezakonite migracije izgledajo kot invazija. In tako da bomo posnetke še enkrat pogledali čez trenutek. Ampak te ljudje so imeli dovolj napadalcev. Dovolj napadalcev. Želimo si, da bi se lahko sprehajali kot ženske in moški in da nas ne bi bilo strah za naše mesto, ter da naše mesto ne bi bilo dobesedno uničeno. Vamos! Veste, nekaj je, kar osebno obožujem pri ljudeh, ki so ponosni na svojo državo in svoje domače mesto ali kraj, od koder prihajajo. To je nekaj, kar smo nekako izgubili. Toliko držav se sramuje tega, kdo so. Kot da bi rekli, ne, mi smo multikulturni. Jaz pa pravim, ne, hodite naokrog svojo zastavo. Bodite ponosni. Borite se za tisto, kar lahko izgubite. Borite se za to. In oni se za to borijo. Mislim, dobesedno se za njo spopadajo. Zdaj so na plažah in poskušajo podreti barake teh severnoafriških muslimanskih napadalcev, torej Maročanov. Poglejte jih. Vamos! Ampak plaža je tako umazana in zanemarjena. Poglej, popolnoma je uničena. Uničena. Drži mi torbo. Domicil Marvego. Seveda, pomembno je, da se spomnimo, da obstajajo dobri policisti, ki ustavljajo vsiljivce in delajo, kar lahko. In to je dober primer tega. Ti fantje bojo prišli noter, tako so naduti. Spet, tukaj je še več posnetkov ljudi, ki protestirajo. Tega je veliko. Mislim, da lahko rečemo, da so tudi ljudje iz Sote čutili to, kar smo čutili mi, ko smo videli tisti posnetek. Kar je bilo nekako tako, ni dobro. Nekaj tukaj preprosto ni v redu, fantje. In mislim, da je to precej jasen primer tega, kar mislijo. Ali je tukaj kdo, ki govori špansko in lahko razloži, kaj govorijo? To je veliko ljudi. Mislim, govoriš o veliko ljudeh, ki gredo na ulice in pravijo, da to ni v redu. To ni v redu. In spet ne pozabite na uničenje, ki se je zgodilo po prihodu teh ljudi. Poglejte, kako strašljivo je to. In ženske, ki so prihajale, mislim, ta liberalna ženska me res razjezi. To bo tisti posnetek, ki preprosto
kako se že reče? Samomorilska empatija. Liberalna ženska, ki praznuje prihod migrantov, bo zavedno ostala v spominu. To je trenutek, ki si ga bomo zapomnili zavedno in mislim, da tudi v zgodovini družbenih omrežij. Ampak poglejte, te ženske, ki dejansko pravijo, da se ne počutijo varne, da je to nevarno, da je to problematično, da to ni v redu. Poslušajte to žensko. Smo zaprti v hišah, supermarketi so. Tukaj je. Udrli so k nam. Zaklenjeni smo v svojih domovih. Supermarketi so bili izropani. Prestrašena ženska. Civilna zaščita ne zmore več. Potrebujemo nujno pomoč. Resnično, to je sramotno. Obkrožena sem. Strah me je. Kako me ne bi bilo strah? Skoraj bi se razjokala. Ne morem več. Ne gre več. Res ne moremo. Potrebujemo pomoč. Zapomnite si, obstaja ta lažna pripoved, ki pravi, da moramo skrbeti za nedolžne, uboge migrante, ki tako zelo trpijo in se borijo. Gre za to, bolj skrbite za svoje ženske, skrbi bolj za svoje otroke. To je to, pika. Izberi, za koga ti je mar. Ni tako, da ti ni mar za ljudi, ki so migranti in te mlade moške, ki so pritekli iz Maroka, ki so popolnoma zdravi in v redu. Niso tisti primer, ki nam ga skušajo predstaviti kot bistvo migracij, kaj ne? Samo sprejmite vse te nedolžne otroke. Prav. Ti otroci so nedolžni in ne bi smeli biti izpostavljeni temu, kar se dogaja. Ampak vprašanje je, si pripravljena plačati ceno, da bodo tvoji otroci izpostavljeni ali tvoje ženske izpostavljene? To je vprašanje, na katerega bomo morali odgovoriti. Sara, mislim, da je moj odgovor precej jasen. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. C.